Priprave so končane, v zadnjem tekmovalnem poglavju bo ostal zapisan poraz. 1-2 proti ekipi Karpatija, tudi v minulih 4 tednih skupne vadbe so najpomembnejši nameni doseženi. Ob izpolnjenem delovnem načrtu so razen Argusa, ki je začutil bolečine v stegenski mišici in je moral nekaj dni mirovati, vsi igralci brez zapletov prestali zaključni del. Mislim, da smo priprave dobro oddelali in odigrali tudi zadnjo tekmo. Nekih velikih problemov s poškodbami nimamo in to je najbolj važno v tem obdobju. Med zadnjo preizkušnjo smo videli 3 gole. Vodilnega so zabili Ukrajinci, po akciji z leve strani se je žoga v kazenskem prostoru odbila pred Holodjuka, ki je pravočasno pritekel in poskrbel za natančen zaključek. Ni dolgo ostalo pri vodstvu gostov, izenačenju so gledalci zaploskali po zanimivi, redko videni akciji. Prosti strel z desne strani je izvajal Vršič, potem pa so se zaporedoma žoge dotaknili Rajčević, Mertel, Mendy in na koncu jo je z odločilnim dotikom Šuler spravil na želeno mesto. Za že svoj drugi gol v zadnjih 3 tekmah. So pa vendarle učinkovito zaključili 90-minutno dogajanje pod Kalvarijo gostje. Prekinitev jim je prinesla drugi, hkrati zmagoviti gol. Po kotu je bil najhitrejši pri žogi Puhovski. Ob koncu deževnega prej jesenskega kot poletnega četrtka je obojestranske poskuse zaznamovalo še nekaj obetavnih situacij. Med uvodnim ogrevanjem ukrajinski vratar ni dovolil presenečenja ob udarcu Tavaresa z glavo. Posredovanji se je še bolj izkazal Jasmin Handanović. Najprej se je na preizkušnji znašel po kotu in dvoboju Derviševića z Balažicem. Med živahno predstavo je po uporabni podaji Filipovića naslednji prišel do soočenja z vratarjem Vršič, a se mu ni šlo po načrtih. Handanović je vmes preprečil namero tudi Hudobjaku. Na drugi strani pa je spretno akcijo po levi strani s sodelovanjem Ibrahimija z Vilerjem in njegovem predložku pred gol ustavil Balažic, dolgoletni slovenski legionar v Ukrajini, ko je v zadnjem trenutku izbil žogo pred Fajićem. Nogometaši iz Lvova so še nekajkrat ogrozili vrata, toda Holodjuk in Ksjons nista spravila žoge do cilja. Martin Juka, ko se je nenadoma znašel v obetavnem položaju, pa je znova onemogočil Handanović. Tako kot je na drugi strani Iljušenko bil na prežju poskusu Derviševića z razdalje. Mreža gostov je ostala nedotaknjena, tudi ko je Fajić ob Balažicu iskal pot do cilja, vendar jo je ta še uspel odbiti pred golovo črto. Ostalo je pri zmagi Karpatija, ki pa nima vpliva na spoznanje, da se v Mostar potuje z zavestjo o dobro oddelanih pripravah. Nestrpno pričakovana otvoritev evropske sezone je zdaj tudi uradno naslednja na programu. Vijoličasta četa na prizorišče odpotuje v ponedeljek dopoldne z jasnimi nameni. Naše tekme so že dolgo v smeri Zrinskega in preevropske preizkušnje, katera je za nas zelo važna in pripravljamo se že kar nekaj časa in verjamem in prepričan sem, da smo boljši od ekipe Zrinskega in tako bomo tudi krenili v dvoboj.